Nocoj stojimo tukaj v tišini, ki ni prazna. To je tišina, ki govori. Tišina zemlje, ki skriva zgodbe. Tišina srca, ki nosi spomin. To ni le spomin na zgodovino, to je spomin na ljudi, na očete, matere, sinove in brate. Na tiste, ki niso imeli dostojnega pokopa, na tiste, ki niso imeli zadnje besede, na tiste, ki niso imeli pravice, da bi bili žalovani. Sam stojim tukaj kot sin očeta, ki je bil domobranec po krivico priganjan, sin matere, ki se je po krivici morala reševati z begom, a hkrati tudi kot sin staršev, ki so nas učili nekaj zelo preprostega in zelo zahtevnega, da ne živimo v sovraštvu, ampak v ljubezni. Niso nas učili, da iščemo krivce. Učili so nas, da ostanemo ljudje. In prav to nosim s seboj nocoj. Morda nisem vsega tega živel tukaj. Velik del življenja sem preživel v daljni Argentini, ki je odprto sprejela vse. Mlade, stare, zdrave in bolehne. Tam so si ustvarili nov dom. Nastajale so nove družine daleč od svoje matične domovine. Resnica, ki je bila in je včasih tukaj še neizgovorjena, gre z nami. V spominu, v jeziku, v tišini. Slovenski narod ni izgubil samo ljudi, izgubil je domove, družine in generacije, ki so morali zaradi nasilja in strahu do življenja oditi. A tisti, ki so odšli, niso nehali biti Slovenci. Gradili so skupnost na temeljih vere, šolstva in kulture. Ustanovili so šole, da bi otroci znali jezik svojih staršev. Peli so v zborih, da bi ohranili dušo svojega naroda. Plesali so slovensko folkloro in šivali slovenske narodne noše, da ne bi izgubili identitete. Tiskali so knjige, da slovenska beseda ne bi utihnila. Skratka, ostali so Slovenci, zvesti Bogu in domovini. In mi, ki smo bili rojeni daleč stran, smo zrasli zgodbo o Sloveniji. Z ljubeznijo do domovine, ki je nismo nikoli videli. Z občutkom pripadnosti, ki ni bil samoumeven, ampak podarjen. Zato nocoj ne stojimo tukaj zato, da bi sodili. Stojimo tukaj zato, ker si upamo pogledati resnici v obraz. Ker ne molčimo ob umorih in krivicah, ker ne pozabimo na ljudi, ki so bili ubriti brez sodbe, brez dostojanstva, brez pokopa. Zavedamo se, da brez resnice ni miru. Sprava ni beseda, sprava je pot. Kot kristjan v tem vidim nekaj še globljega, pasijon. Ne samo kot zgodbo, ki jo uprizarjamo, ampak kot prispodobo naroda. Slovenski narod je šel skozi svoj pasijon, skozi trpljenje, skozi razdeljenost, skozi rane, ki še danes niso zaceljene. A v vsakem pasijonu obstaja nevarnost, da ostanemo samo pri križu, da se navadimo na razdeljenost in molk. Toda pasijon se ne konča na križu. Če ni vstajenja, pasijon nima smisla in vstajenje ni samoumevno, ne pride samo od sebe. Brez resnice, priznanja krivic in ljubezni ni vstajenja. Narod, ki ne prizna svoje bolečine, ostane pribit na križ svoje preteklosti. Narod, ki ne zmore resnice, pa ostane ujet v razdeljenosti. Zato nocoj ne govorimo samo o tem, kaj je bilo. Ko smo tukaj zbrani, govorimo tudi o tem, kaj želimo postati. Želim si, da bi si znali gledati v oči, si želeli dobro in se spoštovali. Da bi to, kar so nas učili naši predniki, ljubezen, ne sovraštvo, postalo tudi pot prihodnjih generacij. Če tega ne bomo zmogli, bo razkol obstal. Dragi vsi, lahko ukinejo dan, ne morejo pa ukiniti spomina, ne morejo ukiniti bolečine. Me veseli, da se tudi na ravni države odpirajo poti, ki želijo žrtvam prikritih grobišč vrniti ime,
dostojanstvo in mesto v našem skupnem spominu. Ne zaradi politike, ampak zato, ker smo ljudje. Narod ne umira samo takrat, ko izgubi ljudi. Narod počasi umira tudi takrat, ko izgubi občutek za resnico, ko ga trpljenje drugega ne gane več, ko molk postane udobnejši od poguma. Zato spomin ni obračanje nazaj. Spomin je odgovornost in ni pomemben samo zaradi mrtvih, ampak tudi zaradi živih. Da ostanemo ljudje, da ne pozabimo, kaj se zgodi, ko človek človeku preneha biti brat. Če bomo zmogli ohraniti resnico in spoštovanje do vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj. Temelj, na katerem lahko narod znova najde moč. Dovolite mi, da zaključim z besedami dr. Tineta Debeljaka, zapisane v Cerkvi Marije Pomagaj v Buenos Airesu. Besede, ki sem vsakič prebiral in so se mi globoko vtisnile v srce. Glejte jih, duše slovenskih žrtev vojne revolucije, prisilnih vrnitev, izgnanstva. Spominjaj se nas, upijo iz odstranstva. Za mrtve ne bodi mrtev, moli za pokojne.